Mariborski župan Franc Kangler si bo leto 2011 zapomnil po dveh za njega svetovnih dogodkih, njegovi in Bin Ladnovi aretaciji. Za mene osebno je bilo turbulentno, predvsem tisto v mesecu maju, 117 specialcev na mene in na mojo ptičjo hišico, pri čem pa moram poudariti na Bin Ladna pa 20 specialcev. Kljub stresom in gospodarski krizi pa meni, da mu je uspelo številne stvari spraviti z mrtve točke. Smo kar nekaj stvari v Mariboru premaknili. Samo pogledajte si Trg Leona Štukla, ko smo ga predali svojemu namenu, ulico Kneza Koca, dobili smo dvigalo. Konec koncev prvič v zgodovini Maribora bomo dobili tudi novega mestnega svetnika na invalidskem vozičku. Dobre stvari županovanja v letu 2011, katere so isto dobre ali pa boljše odločitve? Ja, boljše. Težko bo. Ko sprejme kakšne na prvi pogled pozitivne, dobre odločitve, se kasneje izkaže, da morda niso bile. Zdaj bi res rekla, da se zelo težko kakšne spomnim. Smo pa novinarji enotnega mnenja, da je najslabša županova poteza letošnjega leta predlog in sprejetje prenapihnjenega proračuna, ki ga bodo v ponedeljek ponovno uskladili za dobrih 40 milijonov evrov. Sicer pa so Kanglerju, ki se rad giblje v družbi lepih deklet, letos mnogi oporekali imenovanje nove, za mnoge neizkušene, mlade in lepe podžupanje Astrid Bah. Jaz gledam vse moje občane in občanke enako. Ne glede, ali imajo dobro ali slabo srce, ali so lepi ali niso lepi. Za mene so vsi enaki. Je pa Kangler letos tudi poskrbel za novo šalo. Pravzaprav gre za anekdoto, ki je nastala ob komunikacijskem šumu med njim in piranskim županom Bosmanom. Ob Kanglerjevi radovednosti o tem, kje je Bosman rojen, in njegovem odgovoru Ugani, je Kangler vse skupaj razumel kot poziv k gibanju. Nisem vedel, kako so si odgovorili, kot te si, porodo, je rekel Ugani, Kako ne so Ugani, Bi Ugani? Že na začetku zime pa smo lahko opazili, da je mariborski župan pridobil nekaj kilogramov. Imate prav, Res je, so takšne drugačne vzroke. Po tisti turbulentni policijski akciji na mesto Maribor sem shujšal 6 kil. Zaradi stresov pa vsega ostalega, kar sem po tistem doživel, sem se pa tudi zredil in težko zajem kakšno kilo dol. Bom se pa potrudil v naslednjem letu, da bom malo drugače izgledal. Poleg shujševalne diete pa mariborski župan napoveduje smele načrte, ki predvidevajo ustanovitev holdinga občinskih podjetij, ki bo racionaliziral njihovo poslovanje, pa reorganizacijo občinske uprave, skupaj z 20 župani Zgornjega Podravja želi odkupiti mariborsko letališče, oddati plinovod v dolgoročni najem in v državni zbor poslati zakone o univerzijadi, Evropski prestolnici kulture in prestolnici mladih. No prav v teh dneh pa je poskrbel tudi za svoje ptice. Tisti, ki so mi odnesli mojo ptičjo hišico v Zimice, ne bodo doživeli tega, da bi moji ptiči v Zimici bili lačni v tej zimi, ki je pred nami. Zato sem poskrbel in lahko pa pridejo si tudi pogledati nove hišice. Kot kaže, se tako mariborskemu županu, kot tudi novinarjem, obeta zanimivo leto 2012.